se aktivira. Evo. Dobrodošli, še ena verzija Moderni samuraj podcast danes, in sicer z mojim prijateljem Marjanom Vrtačnikom. Vrtačnik. Ja, tako. Podatke o njemu bom dodal potem spodaj v opis, tako da lahko še njega obiščete na Facebooku, pa si ogledate, kaj sicer tudi ustvarja privat v življenju. No, Marjana sem povabil zaradi tega, ker bi lahko rekli, da si bil med prvimi, ali pa če ne celo prvi, ki se je ukvarjal v Sloveniji z ninjutsujem. Čist po resnici povedano, je nas bilo več, Ja? združila je pa nas revija Ring, nekaj tajega. Izhajalo je sicer iz Srbije, ampak takrat v Jugoslaviji, na seminar ninjutsu v Splitu. Ko smo se vas somišljeniki najdli skupaj, ker smo pozneje ugotovili, da tisto, ko je vodil seminar, ni bil legitimiran oziroma Legitimen. ne, ni imel licence. No. Aha, Ja, mislim, izdajal se je za nekega lažnega mojstra. To, kar je bilo kar pogosto v Jugoslaviji. Torej je imel dober marketing. Ja. In pol je nas pot vodila, ki bi rekel, treh prijateljev na seminar Split, okoliščen tek nastal, da smo že šli kar istega leta, ne, naslednjo leto, 89. na Tajkaj v München. V Tajkaj. Ja, to je vodil glavni mojster borilne veščine ninjutsu, Kdo pa je bil to? Masaki Hatsumi, doktor Soke, glavne te veščine. Imeli smo privilegij, kako bi rekel, da smo sploh lahko stopili tja, sprejeli so nas z odprtimi rokami. Kasneje istega leta smo še pol šla s kolegom na seminar Armina Dolflerja, ki je imel 6. dan na ninjutsu, ki je bil glavni z Moshe Kastilom v Nemčiji, ne? To je bilo v Lingriswinkelno, to je bil v bistvu v naravi. So tudi najo sprejeli tekle z odprtimi rokami. Evo, pa se je pa začelo. To je to. Bil je pa, ta kolega je bil pa Rajko Bartolin, pa Šantek Stjepan, ko smo šli skupaj na Tajkaj 89. Ja, ampak jaz sem slišal, ti si doma v Topolšici, kolikor vem. Drži. In da so imeli kar legendarne treninge, glede na to, da imam še dva druga vira, ki so mi o tem poročali, to je bil Robert Simonič, pa, ja, seveda, pa Franjo Pinter. Ja, to so pa legende. Legende. No, povej mi v teh časih, kako ste pa vi trenirali, oziroma Evo, se si ti vodil, ja, potem treninge takrat? Imel sem privilegij, da sem začel voditi treninge 5 let z nemojsterskim znanjem, to priznam čisto po resnici. Dovoljenje sem dobil od strani Moshe Kastila, ki je bil glavni Nemčije, ne? V glavnem, ker s tem tudi lažje napreduješ. Jaz sem izpostavil, da nimam v bližini nobenega, ki lahko treniram, so pa mi dali idejo, začni s treningi. Je bilo na začetku, bom rekel, kar nekaj preverjen znanja, ampak bom rekel, da so nas uvedli v tako veščino, ko moram omeniti, da na enem seminarju, ko sem recimo slabe 2 leta treniral, sem kasneje izvedel judoista jugoslovanskega prvaka, ki so mu govorili bostonski davitelj. To se pravi, vsakega je zadaval, ki bi rekel, premo, na zaključek, ampak jaz to nisem vedel. In mene je dal na seminarju z njemu delati, ker je vedel, kaj smo se učili, sam ni bil pa pripričan, da bo meni to gratalo. In 2krat je probal, pa mu niti enkrat ni gratalo. Mi je dal pole roko in rekel: Marjan, do zdaj mi še nobenega ni uspelo, da ga sploh dol ne bi spravil na tla, kao da ga še ne bi zadal. Je rekel: tebe sploh ni uspelo, pa samo 2 leti sem treniral, slabe 2 leti. To je samo važno v dobre tehnike pa tajminga, da ti uspe v tistem trenutku narediti proti tehniko. Res, da te tehnike se v judu ne smejo uporabljati, ker je to tam je tekmovanje, šport, ker ninjutsu je pa čist kontra, to je pa v bistvu na čim lažji način usposobiti nasprotnika, ne glede na posledice. Ja. Kako bi pa ti opisal ninjutsu? Kaj, mislim,
kaj zate vse sestavlja ninjutsu ali pa... To je življenjska pot. Zdaj, da nekaj dramatizira. Ok, ampak če bi zdaj mogel našteti, kire discipline so znotraj tega. Ok, v redu, pa začnimo. Zelo pomembno je ogrevanje telesa, nek stretching, pol so pa zelo velik poudarek je na padcih. To se pravi, da se znaš takoj ven izviti in takoj v borbeni položaj, da si takoj pripravljen, ne tako imajo recimo določene viščine padeš, v bistvu bližiš na tleh, pri nas je cilj, da v istem trenutku se postaviš nazaj na noge, se odkotališ, izvališ od njega v stran in takoj v borbeni položaj proti njemu, v čist drugem obziru. Pol pa so tradicionalno orožje. Kaj to pomeni recimo? Od meča, sable, saji, katane verjetno. Oziroma pač ninja meča. Zakaj pa ravn? Ujej, da si me pa najde. Ne, saj ni važno, ampak sem opazil, pri samurajih je ukrivljen. Zaradi lažjega manevriranja. V bistvu je bilo lažje delati, ker samuraji so imeli določeno tehniko, mislim, točno določeno postopek, kako delati s samurajskim mečem. Samuraj meča ni smel vršiti, ninja ga lahko vrgel. Samo da si onesposobil nasprotnika. Ni bil cilj točno po določenem postopku narediti. Da je bilo lepo, ampak da je bilo učinkovito. Ja, da je bilo učinkovito. Zato so tudi uporabljali čist drugačno ali pa prirejena orodje od kusarigame, kusarifunda. Kaj pa je to, če bi to prevedel? Kusarigama je bilo, da je za izbijanje meča na verigi v tež gor, na drugi strani se pa držal bodalo, mislim, tako konico. Ti so pa isto, ko jih uporabljajo, mislim, tudi v tradicionalnem karateju so pa kame, ja. Tudi to, ja. Kaj pa, če se... Ja, prosim? Ne, ampak rekel si, padanje velik poudarek, tradicionalna orožja? Pa borba brez orožja, to se pravi brez sparing partnerjem, poudarek na samoobrambi. V bistvu v ninjutsu ni namišljene borbe, ni kat, ni nekih udarcev v prazno. Ne bom rekel, da tudi ne treniraš udarce z noga, kaj podobnega z roko, samo ne tako v drugih borilnih veščinah. To se vse realno probuje, zato pa tudi toliko ljudi neha, ker so v bistvu vsak udarec naj se zaključil v vitalno točko, ko jih je na telesu 54. In to zelo boli. In tudi, ko se učiš, ko te učitelj samo malo udari, je to, ko ti celo telo paralizira, ko te zadane v tisto točko. In zato je kar hitra tista meja, da so jih spucali na začetku. Pa se to je v redu, malo... Ja. Teda moraš kaj prenesti. Moram še to povedati, ko sem tudi enkrat na radiju povedal, da ko je rekla mama od mojega učitelja, je rekla, da vse drugo zastopi, ampak da pa plačujemo, da nas tepejo, da to pa ne, da to je pa podno. Ja, ampak v bistvu je to tudi lepota trenerskega poklica, ker lahko tepeš moške, ženske, odrasle, otroke. Mislim, hejcam se seveda. V ninjutsu, da otrok imamo tu nekje 15 plus leto gor dol, odvisno od mlajših pa ne, ker so taki prijemi, zvini. Velik poudarek je vse na nekih, kako bi rekel, zvinih, zlomih, in to so do točke, ko moraš res previdno delati, oziroma da tvoj nasprotnik ne odreagira napačno, ker mu lahko poči sklep ali pa kost, samo zaradi tega, ker se ni pripustil, ker tvoja naloga je pa točno veš do tiste meje, ko te naučijo, do kje lahko greš, oziroma spremljaš nasprotnika, da mu slediš po izrazu obraza, po bolečini, ki je... Ja, ko pokne je že malo prepozno. Ja, pol je prepozno. Povej mi, a si ti meni prav, ali sta mi Robi pa Franjo pravila, da ste zalezovali ljudi potem, pa se tudi imeli tak treninge na prostem? Nisem prej omenil, da tu sledijo tudi nočni treningi.
ko sem jih jaz kar precej prakticiral, imam rekel srečo, da so me tudi naučili. A ne, ko to jaz kasneje, to sploh nisem na nobenem seminarju videl, da bi nas kdo učil nočnih aktivnosti. Zdaj pa se mi bolj spomnil, da se malo povrnem nazaj, zakaj je bil ninja tako spektakularen v starodavni Japonski. Zato, ker je delal samo po noči. Po noči je pa ljudi že praktično strah in takrat ni bilo javne razsvetljave, to je bila tema. In nekaj je skočilo iz teme, te pokončalo in ga spet ni bilo več. In to so za njih bili demoni in ninja je v bistvu bil demon, in najbolj strašen ninja, mislim najbolj izkušen, nočni bojevnik je bil pa Tengu. In imamo srečo, da glih naš klub, ki je res bolj tako odštekan, kako bi rekel, tudi malo zaprt za javnost, še vseeno delamo, ampak glih zaradi tega, da je to bolj, še pa zmeraj, če bi se najdla pot, kjer bomo odprli, ampak ne kot trening na tisti množičen trening na dvorani, sem zato, da čez zimo dela, ko je pa maj, juni, ga pa ni več, prej se pa trudiš, vse imaš izkušnje, vlivaš znanje v njega, se trudiš, da bo nekaj naredil, pa na koncu mu je pa čisto eno. Te pa po počitnicah gre pa na jazz balet. Ja, no, ali pa sej. No, mislim, sej, hvala Bogu. Se spomniš, si bil ti tudi takrat, ko je imel Dado seminar, pa je bil Simonič, pa jaz? No, da boste vedeli, kdo je Dado. Dado je moj učitelj, prej nisem povedal, spoznal sem ga čisto naključno na Tajkaja glih takrat 89. leta, ko ga je vodil dr. Masaki Hatsumi, ker smo mi trije tam edini govorili srbo-hrvaško, to je bilo v Nemčiji, in on je tako prisluhnil, on je bil pa naturaliziran Hrvat, v Nemčiji so živeli, z bratom sta ta Dominik Tešič in njegov brat Sašo sta študirala na Japonskem tradicionalno medicino. In je poslušal, kako mi govorimo in se nam pridružil, tam smo se spoznali in midva smo res edina, ostala res skozi v kontaktu in še vedno smo tudi, če kaj ne vem, življenjskega, ali me pride, kot da bi mu nekaj pozvonilo, me pride obiskat, mislim, res smo ostala na taki prijateljski, jaz ga zmeraj cenim, čeprav je 2 leta mlajši od mene, da je moj učitelj, kasneje je postal moj učitelj, no, on je tak skromen, da on me je pač samo pomagal in me je pač pelal naprej. Ja, jaz se spomnim tistega seminarja. Da se je tako končal, da sem imel potem cikret papir takle zatlačen v eno nosnico, pa v drugo, ker mi je krvavelo iz obeh. Ne vem, kaj mi je že naredil. Je znal. Je nas kar testiral, kako bi rekel, da je videl, vse je rekel, da je na Japonskem isto. Je rekel, eno je trening na Japonskem, ko prihajajo Evropejci, Amerikanci, to in delajo, pač delajo nekaj. Zdaj bojo rekli, tudi kot ja hodijo, ne, mi smo se ful to naučili. Ko ti pove tak učitelj, ko je tam 7 let študiral, pa še pol redno obiskal, moraš iti takrat, je rekel, ko ni Evropejcev in Amerikancev. Je rekel, takrat se pa res nekaj naučiš. Ampak takrat te sprobaj in tudi greš iz treninga ponovadi, tako da odšantaš ali pa te nekaj ful boli, ali pa te, ko si je rekel, ima zaklačene tampone v nos, ker ti kri ven teče. Zato sem pa prej rekel, kaj je rekla mama od njega. No, v glavnem, jaz se tudi spomnim, da me enkrat tudi spodnjo mišico, tu od spodaj, da nam prav reka se reče nagare ali nekaj podobnega. Ne parka tako udara, da sploh nisem mogel več na nogo stopiti, ker mi je spodnji list tako kamenel, bolelo me pa tako, da sploh niti na prsta nisem mogel stopiti. Ampak me je sprobil drug dan, moraš nadaljevati, če ne pa se zjoke, pa te ni več. Ampak on je, če se prav spomnim, takrat kazal nekih 9 osnovnih tehnik ali nekaj takega. Vse to pa obstoja, ko so pol vse izpeljanke. To je v bistvu v taijutsu, to je borba brez orožja, vse s partnerjem, delaš sparing partnerjem, pa se tudi menjaš, tudi fajn zaradi odziva drugih, ki se vsak malo drugače odziva. Je 9 jih je, vse so še pa zdaj, da me kjer za besedo držal, ko ljudi ne ve, so celo za šov dan, so celo jih je 10 ali 12.
ampak ni to tako opredeljeno, ker tudi zdaj, če malo poudarim, kako se pasi pridobivajo, ko sem rekel, da sem jaz 5 let učil s ponosom zelenemu pasu, ker pri nam je bil zelen pa črn, mestnik nekaj ni, okej. razen se nekaj rangira. V glavnem, se nam je pa malo kliknilo, ko ne vem, kaj sem hotel povedati. Glede rangiranja pasov, A da ja, si 5 let učil s ponosom. Ja, ne pa še nekaj drugega. Še nekaj Pri Dadotu smo bila. Ja, predalo, to smo bila. Ampak- V glavnem, ni poudarek na tem ninjutsu treniraš, jaz sem ga začel trenirati za sebe, povem za sebe. Tudi sem imel klub, mislim, tako aktivno odprt, 16 let, ko smo opisovali, redno trenirali, vse še zdaj delamo, ampak takrat smo imeli redne opise vsako leto. Vmes smo imeli malo pavze zaradi družinskih obveznosti. V glavnem, ne trenira se za sebe, ne za pase, ampak to je bilo včasih še malo bolj izrazito. Zdaj pa grejo na Japonsko za 14 dni, pa pridejo z enim črnim pasom, kao en dan višji. Ja, super, fajn. Ja, Glej, a je res? Saj, Jaz sem slišal, da se je Dado tudi prav izogibal, da bi polagal. ja, dolgo je imel črn pas. sam črni pas, mislim, dolgo se je izogibal. Polje pa, dolgo se je izogibal, polje pa ni mogel na treningu na Japonskem, da sta mogla z bratom položiti za črni pas. Mislim, da je že bilo tudi po enih 7-8 letih Aha. treninga. Ja. Ja, Povej mi, no, da smo od tih pasih končali. Okay. Ja, V glavnem, tekle bom rekel, vsak ima svojo pot. Eni so že na glas govorili, kako sem jaz nehal trenirati. V bistvu, jaz sem celo življenje delal za sebe. Jaz, ko sem začel to trenirati, nisem nikoli razmišljal, da bom imel klub, oziroma da bom odprl, ampak so mi rekli, da bom lažje napredoval, ker nisem imel blizu, tako sem prej omenil, somišljenikov. In s tem je bil pol pogoj. In sem delal, pa sem jih imel tudi na treningu, se ne zlažem, blizu 60. Wow. Ja, res, vse sem mislil slike zraven prenesti, pa Ja. bomo drugič to pogledala. Absolutno. V glavnem, ne, res smel, to je bilo boom, takrat je bil ninja boom in to je bilo, kako bi rekel, res atrakcija. Vse sem komaj obvladal, zato ko tudi svojih učencev nisem imel še tako dobro podkovanih in to 60, to se pa 30 parov kazati pa pomagati je bilo kar naporno. Ja, to pa verjamem. Tako da, v glavnem, jaz še vedno delam za sebe, s prijatelji še delamo skupaj. Smo še zmeraj tisti tihi nočni bojevniki, kar eni sploh ne obvladajo. Je res zanimivo, tisto, ko si prej rekel, da smo imeli tudi nočne treninge. Sem naučil Pobe, da smo v javnem parku uspeli priti za klop sedečih in nazaj, da oni sploh niso tega opazili. No, Mislim, nočem cilj vedeti, kaj tega so je- počeli ne, oni, cilj- ki so bili na... Ne, to ne bomo razlagali. Cilj tega, jaz sem rekel, je, ne njih prestrašiti, če bomo to naredili, pol smo pogrnili na celi črti. Jaz sem jim prvi pokazal, ne, pol je pa sledilo, ampak se je tudi kdaj končalo, da so oni ostali, ampak ne takrat, da bi jih mi prestrašili. Ali pa celo tako, da si prispel v Grmovje meter od njega po noči, ne, Ja. ko ni osvetljen park, meter od njih, pa se pol nazaj odplaza. To so res čas. taki trenutki, ki bi rekel, ko vsak detajl šteje, a boš ti, pa tudi kam svetloba, če je svetloba pada, oziroma smo bolj koristili res. Cilj je pa bil, da ljudje nas ne opazijo, The best. sploh, a ne, kot da nas ni. Ja, Marjan, najlepša hvala za ta intervju. Jaz upam, da bomo še naredila del 2, pa 3, pa 4. Ja. Pač, Ja, full fajn, da si se odzval. enako tebi za. Pa, tako kot sem že rekel, lahko damo tvoj Facebook profil ali pa Ja, kaj takega, lahko, pa ja. si lahko tudi ogledate, Kaj zdaj ustvarja, kaj ne. ustvarja. Ne? Vse v japonskem stilu. Vse v japonskem stilu, bil si tudi na japonskem, pa Ja. ustvarja v lesu japonske zadeve, ima japonski vrt, ni da ni. Kreiram, samo v glavnem, kreiram japonski vrt na 900 kvadratnih metrov, 150 japonskih rastlin je že nasajenih, Wow.
je ogromno dela, se no, kjer mislo se včasih vprašam, kaj sem se naredil, ampak ni samo to. Zraven mora biti vse drugo usklajeno, od tih njihovih lučk, lamp, zdaj se pa osredotočim, ker sem tudi mizar in mi je to bil izredno velik izziv, narediti njihove gazebo, te palače. Sem v štartu, ampak Ja, jaz kot rekel, 5 let že delam na tem, na polni pari, če ne 6 let, in prvi rezultati so res, da že taki, Ja, to, da kar sem sem videl ponosen. na Facebooku, Mislim, bi kaj rekel, da se hvalim, ampak res, mislim, naj se sami prepričajo. ja, To je naj to. se sami Tako. prepričajo. Ja. Hej, Marjan, najlepša ti hvala. Pa smo Enako na tudi vezi. tebi, pa to moram povedati, da tudi tebe skozi spremljam, da keep on going, Ja, hvala tako lepa. naprej. Ok, Okay. evo, lepa Čau. sva.